Nataša Pirc Musar se je rodila leta 1968 v Ljubljani, študirala je pravo na ljubljanski pravni fakulteti, se kasneje zaposlila na televiziji Slovenija, kjer je 6 let delala kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Dnevnik, in na največji slovenski komercialni televiziji Pop TV še 5 let kot voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur. Razna dodatna novinarska izobraževanja in izkušnje je pridobivala v tujini na univerzi v Manchestru in svetovnih televizijskih hišah. Želja po novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je službo za korporativno komuniciranje v družbi Activa Group, največji zasebni finančni družbi v Sloveniji. Aprila leta 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot direktorica Centra za izobraževanje in informiranje. Leta 2004 jo je Državni zbor na predlog takratnega slovenskega predsednika dr. Janeza Drnovška izvolil za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja, od 31. decembra 2005 pa opravlja funkcijo informacijske pooblaščenke. Na predlog predsednika republike dr. Danila Türka jo je Državni zbor 21. maja 2009 ponovno izvolil za informacijsko pooblaščenko in tako nadaljuje svoj drugi mandat še 1 leto in pol. Oktobra leta 2009 je Nataša Pirc Musar postala še podpredsednica skupnega nadzornega organa za Europol. Člani tega organa so predstavniki nacionalnih nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov vseh držav članic Europola. Poslanstvo skupnega nadzornega organa je, da v skladu s konvencijo o Europolu opravlja neodvisen pregled nad dejavnostmi Europola in tako zagotovi, da med shranjevanjem, obdelavo in uporabo podatkov, ki jih ima Europol, niso kršene pravice posameznika in da poleg tega spremlja dopustnost prenosa podatkov, ki izhajajo iz Europola. Z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja je bil ustanovljen samostojen in neodvisen državni organ, pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, ki je začel delovati s 1. septembrom leta 2003. Zelo pomembno je, da je bil ta pooblaščenec po izrecni zakonski določbi samostojen državni organ. Zakon o informacijskem pooblaščencu z začetkom veljave zadnjim dnem v letu 2005 pa je v slovenski pravni red prinesel pomembne novosti. S tem zakonom je namreč bil ustanovljen nov državni organ, informacijski pooblaščenec, ki izvaja številne pristojnosti, tako na področju dostopa do informacij javnega značaja, kot tudi na področju varstva osebnih podatkov. V Sloveniji sta pravica dostopa do javnih informacij in pravica do varstva osebnih podatkov z Ustavo Republike Slovenije določeni kot temeljni človekovi pravici, zapisani v 38. in 39. členu. Varstvo osebnih podatkov je del temeljne človekove pravice do zasebnosti, brez katere bi posamezniki izgubili svobodo misli, odločanja, ustvarjanja, druženja in udejstvovanja. Informacijska zasebnost oziroma varstvo osebnih podatkov v tem smislu posamezniku zagotavlja pravico, da sam nadzoruje s kom, na kakšen način in kdaj bo delil svoje podatke oziroma da lahko nadzoruje, kaj se z njegovimi podatki dogaja. Še posebej je to pomembno v digitalni dobi, ko tehnologija omogoča prej neslutene možnosti zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki so posamezniku lahko v korist ali pa služijo popolnoma drugim namenom, tudi zlorabam. Predvsem opažamo, da se veliko zlorab osebnih podatkov dogaja na spletu, zato je tu potrebna še posebna previdnost. Za prvo skupino, mogoče še, če se vrnem mačkam nazaj, EMŠO pa davčno sem omenila. Zakaj, recimo, informacijski pooblaščenec tako ropota, kadar gre za EMŠO? Zakaj, recimo, jaz ne dovolim, da se EMŠO kar prosto javno objavlja? Zakaj ga ni v zemljiški knjigi? Zakaj ga ni v poslovnem registru? Pa so imeli tendence, veste, da bi se te številke kar javno objavljale. Zaradi Evrope, se ga lahko v centralni register Evrope recimo spravi, če ga združuje, recimo, če ga zveduje. Ja, če se pa enkrat Evropa odločila, da bo imela cela Evropska unija enoznačni identifikator, EMŠO, verjetno ne bomo nič kaj dosti mogli ropotati. Jaz govorim o javnosti tega podatka. Mi smo ga imeli v poslovnem registru kar nekaj časa in jaz sem pol leta se pregovarjala z Ministrstvom za pravosodje in jim dokazovala, da to ni v redu. Zakaj? EMŠO je danes v državah, pa nimajo vse države tega, veste, v Ameriki je ekvivalent Social Security Number, ampak večina držav je proti tem enoznačnim identifikatorjem, zaradi tega, ker se človeka da preprosto z eno številko povezati v nešteto bazah in potem imaš ti na enem mestu, tako rekoč o tem človeku popolnoma vse. EMŠO je osnoven podatek za krajo identitete. Ko enkrat nekdo vaš EMŠO ima,
vam lahko naredi precej štale. In tudi Slovenija ni več v vati, kar se tega tiče. Vam bom povedala dva primera. Prvi primer se je zgodil nekaj let nazaj, ko je ena gospa, recimo Lump gospa, prišla v eno od Telekomovih trgovin s fotokopijo potnega lista in je rekla, lejte, tole sem jaz, a jaz bi danes kupila 4 plazma televizorje, izstavite mi račun ob koncu meseca pri porabi telefonskih impulzov. To je bilo včasih v Telekomovih štacunah možno. In oni so verjeli, da je to res ta prava gospa in mi prodali 4 plazma televizorje. Nič hudega sluteč gospa, če za mesec dobila račun domov za 4000 evrov. Debelo je gledala, kaj se je zgodilo, nič ni vedela. In potem smo seveda ugotovili, da je na tem ponarejenem potnem listu, ki je naredila pol fotokopijo, bila fotografija Lump gospe, Emšo prave gospe, njen domač naslov, njen ime in primek, samo fotko je zamenjala. In rekla, lejte, jaz sem tale. Naslednja zloraba se je zgodila... Vprašanje, kaj je fotko zamenjala, kako je do binara prišla? Prosim? Svoje fotko je nalepila na ukraden potni list ali pa na zlorabljene podatke iz ene baze. In prodajalcu štacuni tega ni preveril. Večji problem se je zgodil, vam bom takoj dala besedo, če mi dovolite, pri notarju. A ste slišali za zgodbo, se je bila tudi v slovenskih časopisih, ko je nekdo prodal nepremičnino nekoga drugega s fotokopijo ponarejenega potnega lista. To smo kasneje ugotavljali. Proda nepremičnino, pravi lastnik pojma ni imel, da se mu je nepremičnina prodala, on je pobasal denar, zginil in fertik lojze. Zdaj sicer bom rekla, ta pravoverni lastnik je nepremičnino dobil nazaj, kupec, ki je kupil od Lumpa, se je pa obrisal pod nosom, ima lahko samo regresni zahtevek do tega Lumpa, če ga bodo sploh kdaj našli. In takrat sem jaz notarjem rekla, mi smo jim že par mesecev pred tem, ko se je ta zgodba zgodila, dali možnost dostopa oddaljenega do registra potnih listin in registra osebnih izkaznic. Tam lahko preveriš, ali pred tabo stoji pravi človek. Ne mi delati na pamet. Preverite, ni več, veste, poštenih ljudi 100% po svetu, jih ni. Preverite, ali pred vami stoji pravi človek. Zato imate dostop do registra potnih listin. Tam boste preverili fotografijo in vse podatke in šele potem podpišite v obliki notarskega zapisa kupoprodajno pogodbo. Emšo je podatek, ki vas spremlja od rojstva do smrti. V Sloveniji imamo 26 oseb, ki so spremenile spol. A vi veste, kaj vse se iz Emša ven vidi? Iz Emša ven vidimo kaj? Rojstni datum. Naslednja številka je spol, tako je, 500 moški, 505 ženske, pa 501, pa 506, ki jih je že malo zmanjkala, pa mislim, da imajo 506 tudi tujci, ali so na 507. Skratka, iz te številke se da videti ven marsikaj. Iz te številke se, glede na to, da je Emšo ostanek nekdanje Jugoslavije, da videti tudi nacionalnost. 5 je bila dodeljena Sloveniji, 1 Srbiji, 7 Hrvaški, 3 Makedoniji, lahko sem številke zamešala, ampak po tej številki se da videti nacionalnost posameznika. Emšo je blazno govoreč podatek. In predstavljate si nekoga, ki je spremenil spol, pride na razgovor za delovno mesto, vidijo tam Emšo, številka 500, pred njim stoji ženska. Tak človek zaradi Emša ne bo nikoli mogel skriti, da je spremenil spol. In Emšo je blazno občutljiva reč, ne samo zaradi kraje identitete, ampak tudi zaradi tega, ker govori, ker je to govoreč podatek. Davčna številka je skupek številk. Numerično določijo vsakmu, ki se na novo rodi, davčno številko, iz nje se ne vidi popolnoma nič, z Emša pa kar precej. Večkrat sem že omenila moderne informacijske tehnologije. Ne moram mimo tega kot pooblaščenka, da nam danes moderne informacijske tehnologije strahovito kreirajo tempo posegov v zasebnost. Danes govorimo o nanotehnologijah. Nanotehnologije so tehnologije razbijanja majhnih delcev na še manjše. To se v kozmetični industriji recimo uporabljajo nanotehnologije. Ne vem, če ste že videli, nove kamere za videonadzor so tako majhne, da jih s prostim očesom ne opazite več. Premer 2 mm, skrijo se v senzor gibanja ali pa požarni senzor, če je tle, jih nimajo, to pa čudno. Požarni senzor, to je tisti, ki voda začne padati, ko dim v sobi nastane. In v tisti majčko lukenco noter se da skriti kamero. Nikoli ne boste vedeli, da vas snimajo. Tudi v Sloveniji smo že imeli podjetja, kjer je direktor
namontiral takšen videonadzor, imeli smo eno podjetje, kjer je direktor tudi namontiral poleg tega še audio nadzor. Ne samo, da je hotel gledati, kaj zaposleni počno na delovnem mestu, ampak je hotel tudi poslušati, kaj se pogovarjajo. Strahovit poseg v komunikacijsko zasebnost. Komunikacija med ljudmi, verjemite mi, je tista, ki res dela človeka svobodnega. Jaz zelo zagovarjam komunikacijsko zasebnost, tudi na delovnem mestu. Ker to se je že v veliko podjetjih izkazalo, ko so enkrat začeli delodajalci delavce nadzirati na vsakem koraku, so ti postali nervozni, storilnost je padla, niso bili več zadovoljni. Kontraefekt je, ko človeka 100% nadziraš. V Zvezni državi Kalifornija v Ameriki so pred nekaj leti delodajalci prišli na idejo, da bi v zapestje ljudi implantirali RFID čipe. RFID je Radio Frequency Identification, kar pomeni, da oddaja frekvenčne podatke in se potem seveda takega človeka lahko sledi na vsakem koraku, okrog postaje, ki sprejema ta radiofrekvenčni signal. In takrat je takratni guverner Zvezne države Kalifornija, Terminator, Schwarzenegger, zanimivo, Robocop, ki je v zakonu za to državo, da implantacija čipov v zapestja za ljudi ni dovoljena. Je spoznal nevarnost tega, kaj se pravzaprav lahko naredi. Morda še kakšne zgodbice iz prakse informacijskega pooblaščenca, ki se tičejo modernih informacijskih tehnologij. O videonadzoru sem govorila in o komunikacijski zasebnosti. Komunikacija je vsebina, videonadzor je po naši zakonodaji dopusten zgolj kot video, torej samo slika. Ok, moderne tehnologije, RFID sem že omenila, Radio Frequency Identification. Ne vem, če veste, ampak v mnogih produktih, ki jih danes kupujete, imamo tako imenovane RFID čipe v nalepkah. Nekje vam jih odrežejo, nekje pa ne. Zdaj v Sloveniji se to še ne dogaja, ampak prihodnost je pa ta, zakaj imamo RFID čipe? Zato, da lahko proizvajalec določenega produkta svoj produkt sledi od prve začetne linije proizvodne do končnega prodajalca. Tendenca prodajalen pa danes je, da se tega čipa ne bi izrezalo ven, ampak da bi ta ostal v oblačilu. Bom razložila, zakaj. A ste gledali film Minority Report? Tom Cruise je igral. Leta 2001 je bil film posnet, takrat smo ga gledali znanstveno fantastiko, ampak to je danes vse na trgu. No, ko se je Tom Cruise sprehajal po eni veleblagovnici, mimo billboardov, mimo reklamnih oglasov, so se ti oglasi začeli z njim pogovarjati in so rekli, dober dan, John Endleton, tako mu je bilo ime, vi imate pa kavbojke Levi's, danes so v trgovini številka 10-15% ceneje. Super, In kako je to billboard vedel? Zato, ker se je pogovoril s čipom, ki ga imate v vaših kavbojkah. In danes se v Evropi že pogovarjamo o tako imenovani pravici do molka čipa. Treba bo reči, če jaz nočem, da me štacuna buzerira s podatki, ki pridem v prodajalno, prosim, odstranite mi ta čip. V Ameriki imajo že štacune, ko ti stopaš noter na prsten otis, in imajo tudi sisteme face recognition v teh prodajalnah, ko točno vidijo, pred katerimi policami se vi dalj zadržujete, da znajo po policah postavljati, pa rangirati. To je cela znanost v zadnji. Ampak te ljudje, ki spet stopijo s prstnim odtisom v trgovino, na podlagi tega točno vejo, kjere produkte je prejšnjič nekdo kupil, koliko je zapravil, in spet lepo dober dan, zadnji ste kupili vložke Always Ultra in čokolado Milka, danes jih imamo na polici tam pa vam jih damo mačkan ceneje. Vse to sodi v tako imenovano vedensko oglaševanje, to je behavioral advertising, ki vas res profilira v fundamente. Koliko med vami vas ni srečnih članov kluba Mercator.pika? Nekaj vas je, No, če gremo še na slovenske razmere, se tudi slovenski trgovci, veste, niso imuni na take stvari. Danes v Mercator.pika podatkovnem skladišču najdete zgolj podatek o tem, koliko evrčkov ste vi v posamezni Mercator trgovini zapravili. In dobivamo in vsi zbiramo tiste pike in pol do 31. januarja smo vsi happy, ki jih lahko pokurimo. No, ampak Mercator danes želi več. Mercator v bližnji prihodnosti je že bil pri meni na sestanku, v podatkovna skladišča zbiral tudi podatke o tem, kaj ste kupili, ne samo koliko ste zapravili.
Ampak jaz pa pravim, po naši in evropski zakonodaji, to ni dopustno brez privolitve posameznika. Podatkovna skladišča bodo morala biti narejena tako, da jaz lahko rečem, hočem samo končen znesek, ne pa produktov, to je moja pravica. Ne? In Mercator bo seveda zdaj mogel razmisliti, koliko vam bo ponudil v zameno za to, da boste vi njemu dali osebne podatke. Osebni podatki so ena sama štacuna. Reklama za juhice Podravka, zberite 4 juhice, jih dajte v kuverto, jih pošljete na Podravko v Zagreb in za nagrado boste dobili kuhinjsko krpo. Super, koliko posebej smo prodali podatke. Za eno? Če iz Kitajske dobijo mogoče še celo tista krpa vredna. Ampak oni na drugi strani seveda delajo profil nakupov. Vidijo, recimo na dopisnico moraš seveda pol napisati še rojstni datum, vidijo, da je ženska, pol vidijo, koliko je žensk, koliko so stare. Vse to se stizga pol danes celo znanost. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v naši republiki zagotavlja dostop do informacij, ki so že zbrane in sicer v kakršnikoli pisni obliki, to vključuje dokumente, dopise, dosjeje, registre, sezname in gradiva, ki so jih izdelali organi sami ali v sodelovanju z drugimi. S tem zakon zagotavlja preglednost nad porabo javnega denarja in tudi nad odločitvami javne uprave, saj le ta dela v imenu ljudi in za ljudi. Za dostop do javne informacije ni potreben pravni interes, dovolj sta le radovednost in želja po znanju ter obveščenosti. V torek 8. januarja 2014 v večernih urah je informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Musar avlo v Konjiškem domu kulture napolnila do zadnjega kotička in vsem prisotnim pripravila zanimivo predavanje o zakonih, ki delajo državljane soaktivne, o občutljivem ravnanju z osebnimi podatki, nekaj primerov iz prakse in nekaj teorije, ki bi jo moral poznati vsak državljan in se je zavedati.